Lep prisrčen pozdrav, hvala za topel sprejem, hvala Bojanu in našim kolegicam in kolegom tukaj iz Šentilja za tokrat ponovno lepo pripravo tega srečanja, tega festivala. Hvala tudi gospodu županu, ki županuje tej občini gostiteljici, ker se vsako leto zelo radi zbiramo. In hvala seveda vsem, ker ste prišli. Kot je bilo rečeno že prej, zborujemo v časih, ki niso najbolj prijazni, vendar nam to ne sme vzeti dobre volje. Še manj pa nam to sme vzeti poguma in zagnanosti za to, da to spremenimo. Nenazadnje se v Slovenski demokratski stranki zbiramo in združujemo zato, da ohranimo tisto, kar je dobro, in spremenimo tisto, kar je slabo. Ko so naši predhodniki, mislim predvsem na Franceta Tomšiča in dr. Jožeta Pučnika, zastavljali prve korake pri nastanku naše stranke, in ko smo potem tudi združili sile z drugo nosilno stranko takratnega Demosa, Slovensko demokratično zvezo oziroma Narodnimi demokrati, je bil ta cilj, se pravi ohranjanje dobrega in spreminjanje oziroma popravljanje slabega, zelo jasno pred našimi očmi. Potem se je začelo obdobje, ki smo mu rekli tranzicija, in ti cilji so se nekako izgubili. Predvsem iz dveh razlogov. Prvič zaradi tega, ker smo nekateri naivno verjeli, da bo nek formalno nov čas po osamosvojitvi in formalni demokratizaciji, še posebej pa po letu 2004, ko smo se pridružili tudi Evropski zvezi in Evroatlantskemu zavezništvu, da bo nekako ta nov čas sam po sebi deloval v tej isti smeri. Bili smo naivni, ker smo spregledali, da so na drugi strani sile, ki delujejo ravno v obratno smer. In te sile so bile močne že na samem začetku, te sile so skušale preprečiti tako demokratizacijo kot osamosvojitev Slovenije s takšnimi in drugačnimi sredstvi, tudi zelo grobimi. Zelo priporočamo branje Belo knjigo slovenske osamosvojitve, ki je išla pred kratkim pri založbi Nova obzorja, kjer so ta nasprotovanja zelo dokumentirano opisana. Brez tega, da to poznamo, brez tega, da to preberemo, zelo težko razumemo ne samo tisto, kar se je zgodilo v preteklosti, ampak tudi tisto, kar se dogaja danes in tisto, kar se bo dogajalo v prihodnosti. Skratka, na eni strani je bila ta naivnost, na drugi strani pa seveda neizpodbitno dejstvo, dokazano velikokrat v zgodovini, da če se ne naredi, ali pa če se ne naredi dovolj v smeri dobrega, potem gredo zadeve običajno v smeri slabega. In te sile prevladajo. In če danes pogledamo sliko slovenskega političnega prostora, kot je imamo v tem kriznem letu 2013, in to sliko primerjamo s tem, kar smo imeli leta 1990-1991, vidimo tukaj zelo pomembne razlike. Ne samo v imenih političnih sil in strank ali pa ljudi, ki nastopajo, ampak tudi v tem, kako so nekatere stvari, za katere se je takrat mislilo, da ne obstajajo več, da smo jih odložili na smetišče zgodovine, prišle nazaj. V tistih časih mislim, da je bilo nikogar med nami, pa tudi mnogo širše v tej državi, ki bi verjel, da bodo potem, ko smo ob razglasitvi samostojne slovenske države junija leta 1991 spustili staro zastavo z rdečo zvezdo in dvignili novo zastavo z novim slovenskim državnim grbom, da bo leta 2013 v Sloveniji ostalo ozračje, ko se tista stara zastava spet dviga, nova državna zastava pa spušča. Glejte, mi smo opazovali to prefidno, vztrajno, kontinuirano obračanje slovenskega vozu nazaj,
Na to smo opozarjali, bili smo edina resna politična sila v državi, ki je na to opozarjala. Vse tja od recimo tistega znanega prispevka dr. Jožeta Pučnika v tisti novi reviji, ki je govorilo o uri evropske resnice za Slovenijo že tam v 90-ih letih. Vendar so bili ti naši klici relativno osamljeni. In danes je Slovenija v bistvu zaradi tega močno zabredla. Vsi se strinjamo za diagnozo, da smo v globoki ne samo gospodarski in finančni, ampak tudi v moralni, če hočete socialni, politični krizi. O tem obstaja zelo široko soglasje, tako kot je obstajalo soglasje ob zadnjih dneh ranke Jugoslavije, da stanje v tisti državi ni dobro. O tem je tudi takrat obstajalo soglasje. Ni pa obstajalo soglasje o tem, kako to stanje spremeniti, ne obstaja to soglasje niti danes v Sloveniji, kako iziti iz te krize. Pravzaprav sta se oblikovala dva popolnoma nasprotna koncepta, ki sta dobila tudi svoje imeni, kar je manj pomembno pa je vsebina. Na eni strani tisti, ki so danes v Sloveniji na oblasti, ponujajo rešitve v obliki formule ali pa formul, ki so nekoč že obstajale kot uradne, edino zveličavno priznane, javno podprte, medijsko podprte formule in to ravno v tisti državi, ki je v tem neslavno propadla. Ponovno se ponuja nek demokratični socializem in čim večje trošenje, zagovarjanje nadaljnega zadolževanja, skratka vse tisto, kar je nekdanje državo pripeljalo v bankrot na kant, se danes ponuja kot rešitev za situacijo, ki je v številnih ozirih pač podobna tisti, ki smo jo doživljali v bivši državi in zaradi katere smo iz tiste države pobegnili. Tudi takrat, tudi tiste države propadlo zato, ker se je več porabilo, kot se je ustvarilo. Sistem, ki je zatiral svobodo, podjetništvo in inicijativo posameznika in na to nalagal silna bremena administracije, birokracije, davkov in tako naprej, je lastno državo zbankrotiralo in zdaj ponujajo podobno rešitev. Drugi koncept seveda ponujemo mi. V lanskem letu smo mislim, da uspešno v tistem kratkem času dokazali, da je to prava pot iz krize, ne glede na to, da je bilo na drugi strani v takratni opoziciji, ki je danes v oblast, pravzaprav eno samo rovarjanje. Naredili so vse, da bi nas potaknili, da ne bi sprejeli niti proračuna, da blokirali so nam nujne ukrepe za reševanje bančnega sistema, za boljše upravljanje državnega premoženja, vlagali so referendumske podpise, ustavne presoje in šele odločitve, ki je ustavno sodišče prepovedalo nekatere blokade, konec lanskega leta so Slovenijo vsaj za en korak takrat potisnili naprej. In trdni nameni vlade, da stori tisto, kar je pač nujno potrebno v lanskem letu, so nam kot državi podaljšali življenje še za kakšno leto. Mislim, samostojno življenje v smislu samostojnega mednarodnega subjekta, ki mu drugi ne določajo tega, kako naj ureja svoje javne finance oziroma kako naj živi. Kljub temu, da smo imeli lani na drugi strani ne samo nasprotovanje, ampak rovarjanje tudi v smislu nasilja na slovenskih ulicah in pozivanja k raznoraznim totalitarnim metodam. Kljub temu smo se kot vladna stranka zavzemali za to, da čim več ukrepov sprejmemo soglasje. Ta čas lanskega leta smo intenzivno usklajevali mnoge oziroma vse nosilne ukrepe tudi za opozicijo. Že avgusta smo ustanovili mešane delovne skupine, ker je bila opozicija zraven.
usklajevali smo to s socialnimi partnerji, nismo jim poslali gradiv zadnjo uro pred odločanjem. Težko bi rekli, da so bili in eni in drugi kakorkoli vsaj neutralno razpoloženi do nas, vendar smo poskušali, smo se usklajevali, smo sprejeli večino pripomb, ki so bile smiselne in jih vključili tako v zakon o upravljanju slabih naložb bank oziroma slabi banki, kot v zakon o državnem holdingu, ki sta bila ključna protikrizna ukrepe in sta še vedno. Če pogledamo, kaj se dogaja letos, vidim, da ni bil niti en sam najmanjši ukrep usklajevan za opozicijo. Kar se tiče socialnih partnerjev, je nekaj poskusov bilo, vendar pa v smislu pričakovanja z vladne strani, da se bo temu, kar se predlaga, pokimalo. Tudi reakcije na drugi strani so pač bistveno drugačne, kot so bile v lanskem letu. Nobenih protestov ni, nobenih resnih groženj z stavkami, nobenih vstaj, oziroma kot se je takrat praktično vsak teden zbralo ali na eni ali na drugi ulici, kakšna skupina in mediji so jih razglašali za ljudsko vstajo. Počasih, ko so šle stvari v pravo smer, se je temu ostro nasprotovalo z vsemi sredstvi, zdaj, ko se gre v napačno smer, ponovno kakšnega resnega nasprotovanja ni. Mi tega ne počnemo, ker ne rovarimo proti stvarem, ki so za državo dobre. Tudi potem, ko so vrgli našo vlado in ko je šla Slovenska demokratska stranka v opozicijo, nismo spremenili stališča in smo podprli spremembo ustave. Mi smo omogočili, da je zlato fiskalno pravilo zapisano v ustavo. Mi smo omogočili, da je iz referendumskega odločanja izvzeta fiskalna zakonodaja. Zaradi teh dveh ukrepov se je Slovenija sploh lahko spomladi ponovno zadolžila, zato da je odplačala oziroma da lahko odplačuje obresti na stare dolgove, sicer bi že takrat bankrotirali. Slovenska demokratska stranka je omogočila dva ključna koraka, kljub temu, da smo bili v opoziciji, zato da danes v Sloveniji še ni trojke. Žal je bilo to tudi vse, kar je Slovenija naredila od padca naše vlade, zato da se stabilizira. V zadnjih dneh smo dobili predstavljen nek proračun, ki za naslednje leto ohranja enako porabo, kot je letošnja. Povečuje navidezno prihodke, ki ne bi prišli z neke imaginarne sive ekonomije, pa novih davkov, ki imajo poleg pozitivnih prilivov vedno tudi negativne posledice, ker zmanjšujejo osnovo, od katere se plačuje. Tako Evropska komisija kot Evropska centralna banka sta že maja opozorili Slovenijo, da iz krize nikoli ne bomo išli, če ne bomo naredili strukturnih prilagoditev, se pravi, zmanjšati treba porabo. In na tistih točkah, kjer so rezerve, se praktično ni naredilo nič. Slovenija ima, v slovenskih javnih financah sta dve veliki črni luknji, kamor poniknejo vsako leto stotine milijonov evrov. Eno so privilegiji večinoma skriti v pokojninskem sistemu, to ogroža vaše pokojnine, prihodnost vaših pokojnin tudi. Drugo je pa bistveno prerazkošen administrativni del javnega sektorja. In dokler se pač to dvoje ne bo poseglo, slovenske javne finance ne bodo konsolidirane. Z temi predlogi, ki so zdaj na mizi, se ni poseglo niti za 1%. Poraba ostaja enaka, kar pomeni, da bo v prihodnjem letu poleg teh zadolžitev, ki so že itak nujne zaradi odplačevanja starih dolgov iz prejšnjih let, potrebno dobiti svež denar še zato, da se bo financiralo izdatke, kot so zdaj predvideni in zakonsko določeni, vključno s privilegiji in prerazkošno administracijo, in tega denarja seveda ne bo.
Tega denarja seveda ne bo, Slovenija bo odpadla z mednarodnih finančnih trgov, prišli bodo drugi, ki bodo diktirali pogoje, ti bodo bistveno ostrejši od tega, kar bi lahko mi sami letos naredili, če ne bi rušili naše vlade. Naše vlado so pa rušili zaradi tega, kar se je zgodilo takoj na začetku te politične jeseni, ko so na vaše pokojnine, oziroma ko so na davkoplačevalce obesti reševanja dveh žepnih tajkunskih bank. V prihodnjih letih boste vi od vaših pokojnin in bodo vsi, ki kakorkoli polnijo javne blagajne, plačevali za milijone bančnih lukenj, ki so jih naredili člani Kučanovega foruma, zato da so ta denar spravili v žep. Z enim ukrepom te vlade in Banke Slovenije se je to, kot reče, socializiralo, preneslo na žepe davkoplačevalcev, to so vaši žepi. Zaradi tega in zaradi še bistveno večje bančne luknje, ki bo de facto razkrita, ko bomo dobili rezultate stresnih testov za ostalih 8 bank v novembru. To bo nemalenkostno. To bo bistveno vplivalo na to, kakšne bodo vaše pokojnine v prihodnjih letih, kakšne bodo plače, koliko bo delovnih mest in kako globoko bo padel standard v Sloveniji. Tukaj ne govorimo o malenkostih, govorimo o številki, ki je večja od tega, kar zberemo v enem letu v slovenskem proračunu. In sami veste, koliko je treba delati, koliko je treba plačevati strani skoraj 2 milijonov ljudi za to, da se ta denar zbere. Ta grožnja je realna, to, kar smo rekli ob rušenju naše vlade, ko se je začelo virantovanje, češ primite se za denarnice, ta čas je tukaj. Ta čas je tukaj, mislim, da ga vsi občutite tudi v žepih, ne samo v klimi, ki je v zraku in pač ni dobra. In v prihodnjih mesecih, ne letih, ampak že mesecih, treba narediti zelo veliko, tudi v tem segmentu zavarovanja poštenih pokojnin. Tudi strani kluba seniork in seniorjev pravzaprav bo treba biti dnevno aktiven, zato da se vsaj nekatere osnovne pravice ohrani. Pokojnine niso del socialne države, pokojnine so plačilo za minulo delo. Dobivate tisto, kar ste vplačali v smislu solidarnostnega pokojninskega sistema. To, ko govori, ohranili smo socialno državo, pokojnine niso socialna država, tudi plače niso socialna država, to je tisto, kar nekdo pač zasluži. In eno in drugo, eno živi in drugo z pač minulim delom. In na te spine, na te obrate se ne sme nasedati. Ko pravijo, ohranili smo socialno državo, oni mislijo, ohranili smo privilegije, ki so skriti v pokojninskem sistemu. Nekateri bodo še naprej dobivali več tisoč evrov raznih dodatkov, tako in drugače, ne da bi to kadarkoli vplačali v pokojninski sistem. To neposredno ogroža višino vaših pokojnin, pravico do usklajevanja, vaš rekreacijski dodatek. Ta denar gre tistim, ki imajo že tako polne žepe, tistim, ki so te privilegije doslej dobivali že desetletja, nekateri 30 in več let, in imajo polno malho vsega. To jim plačujete zdaj vi, ki verjetno večinoma ne dobivate niti povprečne pokojnine. Tukaj ne gre samo za ekonomsko vprašanje, gre tudi za vprašanje socialne pravičnosti, s tem, da je beseda socialna država v Sloveniji zelo zlorabljena. Zelo zlorabljena. Dokler ne bomo znali ločiti, kaj je sociala in kaj je solidarnostna pomoč tistim, ki si sami ne morejo pomagati, od privilegijev, toliko časa ne bomo niti na
začetku neke normalizacije. Torej, hvala klubu seniork in seniorjev, vsakemu posebej izmed vas, za napore, ki ste jih doslej vložili v to, da se sliši in da se sliši nek glas v zaščito neke osnovne pravičnosti tudi v pokojninskem sistemu. Hvala za to podporo, ki je prišla, ko smo reformirali pokojninski sistem v lanskem letu. Ampak v prihodnjih mesecih bo treba biti še bolj glasen, pravzaprav vsak dan glasen za to, da se vsaj neke minimalne pravice tukaj ohranijo. Drugače bodo šle stvari navzdol. Pogoji ali priporočila, ki bodo prihajala iz Bruslja, bodo vzeta zgolj kot izgovor, zato da bi bili vi jezni na bruselsko birokracijo. Češ zaradi njih vam moramo znižati pokojnine, Bruselj vam ne bo vzel nobenega evra. Ti evri gredo za tajkune iz Kučanovega foruma v Factoring Pro banki in v drugih bankah za privilegije, ki se plačujejo vsak mesec in se skrivajo v pokojninskem sistemu, se jih trdovratno brani, in za seveda zgrešene odločitve, ki niso samo stvar preteklosti, ampak se dogajajo tudi v sedanjosti. No, tukaj sem prepričan, bom imel klub seniork in seniorjev Slovenske demokratske stranke močne zaveznike nasploh v upokojenski generaciji, če jim boste znali razložiti, zakaj pravzaprav gre, da ni Bruselj tisti, ki ogroža vaše pokojnine, da to niso tisti, ki delajo za minimalno plačo, ali pa da to niti niso, bom rekel, javni uslužbenci, ki garajo tudi za ne tako veliko plačo. Niso problem plače v javnem sektorju, problem je razbohotenost administrativnega dela javnega sektorja, ker je 40 000 ljudi več zaposlenih, kot pa jih je bilo takrat, ko je slovenska država že povsem normalno funkcionirala, pa so se nekatere potrebe zmanjšale, ne pa povečale. To ogroža vaše pokojnine in to ogroža vašo prihodnost. Zdaj, mogoče v koncu še en apel v smislu tega, kar so nam pevci na začetku povedali, ko so zapeli dve kitici slovenske državne himne. Slovenska državna himna je, tako kot slovenski državni grb ali slovenska državna zastava, naš skupni simbol. In ti skupni simboli, ti slovenski državni simboli so, in to ni slučajno, niti ni to paradoksalno, enako ogroženi, kot so vaše pokojnine. Ali kot je tisto, kar smo imeli pred očmi, ko si je prvič slovenski zgodovini narod dejansko pisal sodbo sam, ko se je na plebiscitu odločil za samostojno Slovenijo. Pred kratkim, da bom krajši, bom to, kar sem želel povedal s primerjavo. Pred kratkim smo praznovali državni praznik vrnitev Primorske k matični domovini. Ta državni praznik je uvedla naša vlada leta 2005. Prej v vsej dolgi zgodovini, rekel, takšnih in drugačnih komunističnih vladavin tega praznika ni bilo. Mi smo ga uvedli ravno zaradi tega, da bi poudarili to nacionalno noto, da bi se priklonili tudi temu boju za nacionalni obstoj v tem delu slovenskega narodnega telesa ali pa tudi ozemlja, proti fašističnemu boju tigra, ki je bil dolgo časa zanemarjen, in nasploh neki tradiciji, ki je v tem delu Slovenije v vsakem primeru treba spoštovati. Ampak na letošnji državni praznik so organizatorji, se pravi država, vabili z rdečim plakatom, na katerem je pisalo Primorska zavedno in potem je bila rdeča zvezda, rdeča. Nobenega državnega simbola ni bilo na tem vabilu.
Verjetno je na Primorskem veliko ljudi, ki se iz takšnih ali drugačnih razlogov identificirajo s tem simbolom, se pravi z rdečo zvezdo. Če se to proslavlja na kakšnih prireditvah civilne družbe, zveze borcev in tako naprej, je to njihova stvar. Tako kot je pač stvar drugih civilnih asociacij, če proslavljajo kaj z drugimi zgodovinskimi simboli. Drugo pa je, če se totalitarni simboli, ki zagotovo ne združujejo, uporabijo za državni praznik. Ker po drugi strani zagotovo na Primorskem zelo veliko ljudi, ki so pod tem simbolom trpeli. Tako kot so prej trpeli pod fašizmom, so pol trpeli pod komunizmom. Mnogi so se morali ravno tako izseliti s trebuhom za kruhom, po tako imenovanju osvoboditvi, kot prej pod fašizmom. Po vseh celinah jih srečate, ne samo ekonomsko emigracijo z Primorske izpred druge svetovne vojne, ampak enako močno, tudi po drugi svetovni vojni. Ogromno Slovencev je šlo s trebuhom za kruhom in pa ne govorimo o drugih problemih. Skratka, to ni simbol, ki bi združeval. Državne proslave se ne sme prirejati pod simboli, ki niso naši skupni. Ker imamo skupne simbole, državne simbole, zastavo, ki smo jo dvignili, ko smo razglasili samostojno državo. Imamo grb, ki marsikomu ni všeč, ampak je naš skupen državni ustavi, piše, da je himna Zdravljica. In to je to. Ne moramo zdaj namesto tega na državnih prireditvah pet internacionalov mahati z zastavami bivše države, ki so poleg tega še bankrotirali in je to trikrat napačno sporočilo v teh časih. In tisti, ki to počne, ne samo, da zelo grobo deli slovenski narod v nekem usodnem času, on to dela namerno zaradi tega, da bi ohranil vse tisto, o čemer smo prej govorili. Privilegije in ne nazadnje oblast, katere namen je ravno zagotavljanje teh privilegijev. Tako da poleg spopada med tema dvema konceptoma, demokratičnega socializma, ki je na državo že bankrotiral, in neke normalne evropske razvojne paradigme, oziroma normalno razvojno evropsko paradigmo, poteka tudi ta simbolni spopad med simboli preteklosti in simboli slovenske državnosti. In oba ta spopada je pač treba dobiti. Jaz sem prepričan v končno zmago na obeh frontah, ki sta itak združeni. Mislim, da ni nobene možnosti, da bi nek koncept, ki je eno državo že bankrotiral, zdaj uspel še z drugo, se pravi za Slovenijo, da bi to znotraj Evropske unije v 21. stoletju to nekdo dejansko bil tako uspešen. Enako sem prepričan, da Slovenci nikoli ne bomo pristali na to, da se spusti naša zastava z državnim grbom in da se namesto nje nazaj obesi zastava z rdečo zvezdo. Tega nihče ne bo dopustil. Torej, v izhod tega spopada ni nikakršnega dvoma. Je pa seveda veliko vprašanje, ki pa je odprto, to pa je vprašanje cene. Kakšno ceno treba za to plačati, koliko nižje pokojnine boste imeli zaradi tega, kar počnejo z nami in ko vodijo državo v napačno smer, koliko mladih bo še leta in leta brez službe, koliko bo padla kvaliteta zdravstvene oskrbe ali pa oskrbe starostnikov, ker bo vse manj denarja, koliko časa se bo še čakalo na tretjo pa četrto razvojno os in na številne druge infrastrukturne projekte, ki jih Slovenija potrebuje, pa jih nikjer ni. Če se spomnite, ko je nastopala ta vlada, je bilo rečeno, zdaj se bo pa začelo graditi, vse bo cvetelo, gospodarska rast bo prišla malo, da ne čez noč, da je obljub je bilo polno. Ste opazili kakšno takšno aktivnost v praksi, nič
nič od tega se ni zgodilo. Je Luka Koper. Ja. Luka Koper je bila tudi že prej. Torej, zaključujem z resnim apelom. No? Jaz mislim, da se bo stvar toliko prej obrnila na bolje, kolikor bolj se bomo vsi, vsak med nami in vsak, ki plačuje davke v tej državi, prvič resno zavedal, kje smo, in ne bo nasedel na to, kar se prodaja vsak dan preko ekranov in časopisov, ker stvari običajno ne zdržijo niti 2 dni, ne po 2 dneh je že pač nekaj drugega. In drugič, to odvisno od tega, koliko se bomo dejansko kot stranka, kot zavezništvo, ki ga moramo ustvariti z vsemi tistimi, ki razmišljajo podobno, in to je zagotovo večina v tej državi, ustvarili in kako bomo v tem spopadu uspešni. Torej, jaz sem slišal nekaj obetajočih podatkov, 50 občinskih, lokalnih odborov, kluba seniork in seniorjev, to je lepa številka, če to primerjamo s tem, kar je bilo še pred leti, ampak je to premalo. Zložiti morate svojo organiziranost, predvsem pa odzivnost na aktualne dogodke, še posebej tiste, ki neposredno zadevajo upokojensko generacijo. Ne glede na to, kar slišite od predstavnikov Desusa ali pa Zveze društev upokojencev ali vlade in tako naprej, če zdaj pa smo se izpogajali, vse je v redu, ni res. Vaše pokojnine so ogrožene. Vaše pokojnine so ogrožene z proračunom takšnim, kot je predlagan. Vaše pokojnine so ogrožene z recesijo, z padanjem gospodarske rasti. Vaše pokojnine so ogrožene z odlaganjem nujnih ukrepov, recimo sanacija bančnega sistema. In vaše pokojnine so ogrožene zato, ker so tudi vam naložili plačevanje teh lukenj v tajkunskih bankah, iz katerih so denar počrpali tisti, ki ga imajo že tako in tako veliko. Tem stvarem se je treba upreti, drugače ne bo še nobenih razprav, nekega dne boste, tako kot so to ugotovili upokojenci v Grčiji, dobili pol manjšo pokojnine in se ne bo dalo nič več narediti. Zdaj se nekaj še da, vendar moramo biti za to aktivni. Zdaj prepričan sem, da se tako ali tako tega zavedate, ni pa odveč, če se te stvari večkrat poudari. Prepričan sem, da bo ne glede na to, da je današnji dan namenjen tudi prijetnemu druženju in spoznavanju, veliko besed medsebojnih pogovorih namenjenih tudi temu. Predvsem pa sem prepričan, da bo veliko naših aktivnosti v prihodnjih tednih in mesecih tudi namenjeno temu, kako ubraniti neko temeljno socialno pravičnost v Sloveniji in kako se zoperstaviti tistim, ki potiskajo slovenski voz nazaj v čase, iz katerih smo komaj išli. Želim vam lep dan še naprej in še enkrat hvala Bojanu in ostalim gostiteljem za gostoljubje.